Šport naj bi povezoval ljudi, a žaljivo dejanje navijača je tokrat sprožilo zgražanje ter polemike. Kaj takega je nesprejemljivo za vsakega, tako za igralce kot tudi za gledalce, ki prihajajo navijati za svoje klube. Mislim, da to ne sodi na nogometna igrišča in da je treba taka dejanja obsoditi z ničelno toleranco. Mislim, da se kaj takega v 21. stoletju res ne bi smelo dogajati. Če si tak Jack, da imaš jajca vržiti banano in nekoga užaliti, potem v tistem trenutku, ko zapustiš stadion, dobiš položnico v roke zaradi razžalitve, zaradi časti, dobrega imena in je to to. In potem bo takih frajerov mnogo manj. Nastopi tako, da pač se banane meče v nekoga, ki je pač temnejše barve kože kot ti, pač pod kožo smo pa itak vsi enaki, ne. Več poveš samo o sebi, no. Definitivno ni ne prvič, pa očitno tudi ne zadnjič, nažalost. Ne gre samo za rasizem, ampak gre tudi za nestrpnost, do drugačnosti. Vsakič znova se čudim, da to še obstaja. Res, sploh pa tako v razvitem svetu. A Dani Alves ni podlegel provokaciji in s tem navdušil ljudi po vsem svetu, tudi znane Slovence. Zgodila se je situacija, da se pravi, tako Erik poje banano, postane banana mjam. On je potem odigral vrhunsko tekmo in svoji ekipi pripomogel do zelo pomembne zmage. Moram reči, da bi isto odreagiral, čeprav nimam banane rad, ampak jo bi pojedel. V bistvu je dokazal, da čeprav smo drugačni, smo vsi enaki. I think the guy handled it well by just eating it and making a joke out of it, I guess, and keeping the mood light. Because it could have been bad, if he took it the wrong way or something. Znani doma in po svetu tako z bananami posredujejo močno sporočilo, in sicer: Reci ne rasizmu. Reci ne rasizmu. Reci ne rasizmu. Reci ne rasizmu. Reci ne rasizmu.